Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci v oddaji V družbi z Jezusom. Prav lepo zdrav pa tudi našemu današnjemu gostu. To je letošnji zlatomašnik iz Pastoralne zveze Slovenj Gradec, gospod Ernest Berložnik. Dobrodošli v naši televizijski družbi. Pozdrav vsem, z veseljem, z veseljem. Tak, kar bomo spravili skupaj, to bo. Hvala. Vi ste že na začetku zelo veseli, pravzaprav zmeraj ste tako vedrega značaja. Duhovnik mora biti zelo prilagodljiva oseba, si mislim. Sedaj ste prišli naravnost z pogrebne slovesnosti, ki ste jo imeli pred dobro uro nekje v Dravski dolini. Kako to vpliva na vaše čustva? Ja, to me je malo že vpliva, me odnese, ne? Ampak dobro. Zdaj sem vedel, kam grem in sem se dopoldne malo že vživljal v to zadevo, da to pride na vrsto. Po drugi strani pa vem, da nič ne vem naprej. Kakor tudi pri marsikateri pridigi. Nekaj preberem, pogledam, nekaj razmišljam, potem pa čisto drugo vam pride. Sicer pa za vas je znano, poznani ste potem, da ste zmeraj tako veseli, sproščeni, vedrega značaja, nekako zelo naravno delujete, ne želite biti neka umetna oseba, tisto, kar niste. Odkje vam pravzaprav ta moč za vsak dan in neki dobri navdih, da tako rečem? To je Božji dar. To je Božji dar. Najbrž je tudi marsikaj zasluženo s trpljenjem mojih prednikov. Vse sorte. Ali pa karakter, ki sem ga preprosto podedoval. Eno je Božji dar, drugo pa tako gledam na življenje. Podarjeno mi je celo življenje, ne samo ta talent. Pa tudi, da je šola šla skozi, vse je bilo podarjeno. Nič nisem mogel reči, da sem si jaz zaslužil. Ne. Delal sem pa nekaj, ja. Prav pridno pa ne. Kar pogosto lahko opazimo, da ljudje, ki so v življenju veliko pretrpeli, znajo biti pristno veseli. Tudi tega vam ne morem na svojem izkustvu potrditi, ker enega težjega trpljenja ni bilo, pa je, bile pa so izgube, bile so tudi krize, ampak nobena ni bila tako težka, da bi rekel, zdaj se mi pa skraj sesuva. Ne, to se pa ni zgodilo. Je že karakter, podedovani karakter. Bog ga je dal. Skupaj z vašimi, ko omenjate preizkušnje, skupaj z vašimi domačimi in domačini ste v zadnjem mesecu doživeli res hudo preizkušnjo. Sprevalj ste iz župnije Prevalje. Ja. Tam so poplave naredile veliko škodo. Tam, kjer sem rastel kot otrok, tam je bilo vode. Brat ima na tistem nivoju hišo, 2 brata. Ampak eden ima podkleteno bolj globoko. Oni, ki je imel pa ravno v stanovanje, imel pa meter vode, vse so morali ven zrušiti, vse prepojeno, vse so morali ven zrušiti. Tako. Kako gledate na to preizkušnjo? Je to le narava, ki se maščuje človeku za nedovoljene posege? Se bom drznil malo reči, da ne iščemo. Ne iščemo tega v kakšni kazni. Zato, ker je res, da je en del je človeški, ker se nekaj pretirava. To je res. Drugi je tudi malomarnost, ker niso bile vse stvari, ki bi omogočale pretočnost, pa so bile zgrajene do kraja očiščene, kaj takega. To je tudi možno, to so faktorji. Kaj se v nebesih dogaja, oziroma nad oblaki, mislim, bo rekel, na tem še ne v onostranstvu dogaja, to pa je bilo in bo. Zgodovina, prazgodovina, vse se je dogajalo. Se nismo mi gospodarji tega, kar skupaj prihrumi, a ne? Dogajalo se je, to se pravi, nek načrt je nad tem. Tako tega čutim. Mi moramo zdaj pač preprosto dobro živeti, ne samo zaradi tega, da bomo imeli dobro blagostanje, ampak da bomo predvsem dobri drug do drugega. Ta naša občestvenost
mora priti do izraza. To je tisto, kar potrebujemo, občestvenost. Spet me, da ne zveni preveč cerkveno, ne? Ampak ta medsebojni odnosi. Meni ni vse eno za tebe, pa za tebe ne. Rečem kar ti, oprosti. Ja, lepo. Mi ni vse eno za nobenega, ki bi trpel. Upam, da drugim tudi, če bom jaz trpel, ne bo vse eno. Hvala. No, dobro, greva malo pogledati v vašo mladost, v vaše otroštvo, kako ste preživljali vaše otroštvo, česa se najbolj spominjate. Kaj vas je najbolj zaznamovalo za vašo življenjsko in duhovniško pot do danes? Torej, mama kmečkega porekla, pa z polbratom iz partizanskih let, ki je pol ata ni hotel več poznati. Potem sta se poročila, potem smo v zakonu bili z našim atijem, čudovitim, 4, jaz sem prvi, sami fantje na 2 leti. Kar je nas zaznamovalo, je bila taka preprosta, pristna ljubezen pa skromno življenje. Enega industrijskega delavca, ena plača, ampak mamino kmečko poreklo je pa zmeraj še dodajalo nekaj, pa tja gor smo pridno hodili, malo pomaga dela, da smo potem kaj dobili. Ne. To je bilo. Drugo, kar me je zaznamovalo, je bila ena taka zvestoba, ki je bila v mojih starših do kratke, skromne molitve v družini, pa do redne nedeljske maše. To je bila zvestoba. To je že pripomoglo svoje. Potem pa, jaz sem bil firbečen, radoveden in tak, nič posebej, nič izstopajoč nikoli se mi zdi, da je toliko pravijo, so drugi rekli, ampak se pa navdušil. Bil bi ministrant in takoj sem postal ministrant. Ne? To je bila ena taka odlika, potem sem se kar začutil, fajn. Mama je takrat zbolila za rakom, celo mojo osnovno šolo je glavne bila po bolnicah in doma tudi ni mogla veliko delati. Zato je pol prišla atva mama, babica, bica, mati mi smo jo mati klicali, tako so jo sinovi klicali. In to so bile pa zlate duše vse po Riži. Ne? To je bila pa, kar bi rekel, taka služba, služnost, uslužnost moram reči. Tak lep odnos, preprosto, nič ni imela, nič posebnega, nič, eno mihno penzijo. Ne? Ampak radi smo se imeli, lepo je bilo, mama je poležavala pa po sanatorijih okoli, tako po bolnicah, mati smo jo klicali, mi enako, ne? Je pa preprosto bilo tam, za tisto naše par živalic skrbela, kar je bila ena njivca, pa malo travnika, toliko, da je bila koza, pa so bile kokoši, pa 2 prašiča, ne? Toliko je bilo bajtarsko, ne? Lepo. Kako pa se je končala potem mamina bolezen? Končala se je, ko smo bili v 8., 6., 4. in 2. razredu 4. Vi v 8. razredu? Jaz v 8. Takrat vem, da sem tam malega tolažil. Mama je tako srečna, mama je v nebesih. To se spomnim. Rekli ste, kratka, skromna molitev. Kako je izgledala ta molitev? Je bila redna vsak dan? Večkrat ali kako? Večerna molitev. Pred jedjo, pa zvečer pred spanjem. Ampak to je bilo oziroma o Jezu blagoslovi me, pa Sveti angel, ali pa še kaj zraven. Ne? Rožni venc pa samo v tamočnih časih smo skupaj molili, v Božiču ali pa v tistih večjih praznikih. Kaj pa potem obisk cerkve? Reden, nedeljski. Reden. To je pa tudi en moj krasen spomin, kako sem bil ponosen kot tistih leti, ko se primerjaš, ne? Da sem zravno atija v cerkvi. In smo pol midva navadno šla k prvi maši, pa doma kuhala kosilo, teda smo bila precej navezana. Mama pa z ostalimi, kadar je mogla, k drugi maši. To je bilo osnovnošolsko obdobje še, moje osnovnošolsko, pred
preden se je razvila mamina bolezen te globoko. Potem pa kaplan, ki je rekel, da ti bil ministrant. Ja, veš, da. In potem, ko sem postal ministrant, smo pa seveda še s kaplanom se čisto tako družili. Šli kam na druge cerkve, Prevalje imajo veliko podružnic, ne. Takrat smo šli kot čreda za njim, ne. In to je bilo nekaj, kar je pomenilo tudi, recimo, televizijo sem s kaplanom videl otvoritev drugega Vatikanskega koncila, ampak nad Železarno Ravne en kmet je imel televizor. Antena je morala pa potegniti avstrijsko stran. In je nas kar na čredo peljal, smo se tam zbrali, smo videli papeža ob otvoritvi drugega Vatikanskega koncila. Razumel nisem čist nič, ampak ponosen sem pa bil. Da ste gledali televizijo. Pa da smo papeža videli. Pa da ste papeža videli, ja. To. Ja. Koliko se današnji človek po vašem resnično zaveda, da je vera velik privilegij in da mu je v njegovem vsakdanjem življenju lahko v nesluteno korist in neizmerno pomoč? Tu pa je, malo sem zadregi, zato ker ne morem na sebi kakega zgleda posebnega reči, ker vse se je godilo v teh lepih medsebojnih odnosih. Družina, mnogo širša družina in župnija. To je bila naša vera, to je bilo naše gnezdo, to je bilo obnebje, tu smo se mi dobro počutili. Torej, jaz se nisem niti v otroštvu spraševal vprašanje, ne, zakaj nekateri niso verni. Ja, nekateri niso verni, to sem vedel. Več pa me ni brigalo. Ste bili ponosni, da ste vernik? Zelo. To pa zelo. To je bila taka sreča, no. Taka sreča je bila. In potem ste v takšnem obnebju, kot pravite vi, dozorevali tudi za vašo odločitev, da bi postali duhovnik? Ste želeli biti kaj drugega v življenju tudi? Ali? Skozi sem občudoval tako oba duhovnika, dekan je bil še bolj svetniška duša kot kaplan, ne. Ampak tak nas je imel rad, ampak s kaplanom smo pa pohajkovali, ne. To je bil pač bolj tako z nami. Torej, želel sem, da bi bil tak kot dekan ali pa kaplan, ne. Ne zaradi duhovniškega oblačila ali kaj takega, ampak tako dober, kot sta ona dva. Ja, to je pa fajn poklic, to je pa dobro. Ne, tako sem čutil in sem že, seveda, bral sem tudi kar hitro v cerkvi, že sredi osnovne šole so mi že kar dali nekatere stvari, ko so se brale tiste iz latinščine prevajane maše so bile takrat, ne. Tako se je preprosto vse skupaj odvijalo, da enostavno nisem niti gledal kam drugam. Čeprav v šoli sem rekel malo drugače. Nisem gledal za drugimi poklici, pa bi marsikaterega še lahko rekel, da bi me veselil. Ampak nekako je bila odločitev, to si želim. Ne. Ko ste omenili, kateri je bil bolj pobožen kaplan ali dekan, ne, si mislim, ali je posvetni duh bolj vabljiv za mladega duhovnika ali tudi za starejšega? Tu ne bomo govorili o posvetnem duhu. Od konkretnih osebah ne vem. In tudi zdaj... Ne govorimo o konkretnih osebah. Pozneje je mene... Nasplošno iz vaših izkušenj, ko ste bili mlad duhovnik. Ja, takrat me je pa posvetni duh zelo matral. Takrat sem pa nasedal tudi. Seveda. Glej, smo bili bogoslovska generacija, ki je bila najbolj številna. Vzgoja ni mogla biti, kako bi rekel, ni bil vsak tako osebno spremljan, če si 2-krat na leto šel na razgovor k spiritualu, recimo, ne. Pa veš, da pač poskušali smo biti zvesti in pa tiste zglede smo imeli. Jaz ne mislim, da sem bil angelček, to sploh ne. Takrat me je trgalo, vse sorto je bilo.
Pohajkovali smo tudi kot bogoslovci. Imam fotografij, ko smo po hribih lazili, tudi tvegali, vse sorto je bilo. Ne? Se je čutilo kaj tega, da ste bili malo več v družini ali pa pomembnejši kot otrok, ker ste bili prvi? Ja. To se velikokrat čuti Včasih v družinah. Tam mlajši so kdaj čutili mojo komando. Ja. Moje kreganje. So rekli, ker sem pač Pa tudi pomoč. Gotovo, priganjal, da nekaj velikokrat. naredimo. Ne? Oni pa, veš, da oni bi se pa igrali. Ne? Pa, jaz nisem bil za žogo nikoli. Oni bi pa žogo, kar žogo. Torej, vi ste kar naprej nekako razmišljali v duhovniškem poklicu, kolikor čutim, ne? Torej, pač ni toliko stopalo v spredje. Enostavno v tem, v meni je to bilo. Nisem niti, ko je pa bilo treba se odločiti, a bo šel semenišče ali ne, takrat sem se pa moral malo vprašati. Prej pa ne, normalno mi je bil duhovniški poklic kot tisti, ki ga dam na prvo mesto. Nisem izključeval nič. Na koncu mi je tudi matematika dobro šla in tako se je zgodilo, ne? Da smo dva poznejša semeniščnika, eden leto pred mano, jaz pa takrat, ko je bilo to 8. razred, odnesla največ točk na regijskem matematičnem tekmovanju. To so take stvari, ki... Ja, seveda, učiteljice rekli, ti boš pa šel za matematiko študirati, ti boš pa to. So rekli, ti boš pa to. Nisem ne pokimal, ne odkimal, ampak razmišljal sem samo, kakor sem pa resno moral misliti, je bilo pa to semenišče, pa amen. Kaj pa drugi predmeti? So vam tudi šli tako dobro? Še kar talentiran sem bil, tako da sem pravzaprav lahko le naral. Nisem razvil marsičesa, kar bi lahko. Lahko bi bil genij, pa nisem. Ne, razvijal bi lahko. Ne, to tak pomeni, da me je včasih zapeljalo celo v kako ležernost, ker bo tako šlo. Je tako zmeraj šlo, pa bo šlo. Ne. Ko ste prej omenili to skupnost, ki jo nekako kar v spredje postavljate, imam občutek v vašem življenju, kako je pomembna ta družba, da človek ni neki samotar, osamljen, ampak da je vedno nekje z drugimi ljudmi, da sodeluje z njimi in tako. Ste se tega naučili že doma ali potem v semenišču, bogoslovju, ali sedaj tudi, ko imate pastoralno zvezo, ne, v zadnjih letih? So pa novi izzivi, ja. Že sošolce sem imel take čudovite, ne. Je bil eden, ki je arhitekt v Nemčiji že umrl, Gusti Moškon, ko smo bila skupaj blizu doma, pa skupaj pot v šolo, pa skupaj pot nazaj, pa še enih par drugih. Potem pa Slavko Krof, ki je bil potem slivniški župnik, ne. Smo bila pa skupaj kot dvojčka tudi med študijem, ne. Ampak enostavno prijateljstvo. Tisto sem imel kar nekaj takih dobrih prijateljev, ki so, če sem jaz drugače pomislil, so pa oni usmerili. A ne več to? Ne? Koliko je pomembna skupnost za vsakega človeka, za njegov razvoj, za njegovo nekako zdravo delovanje, tudi čustveno, da je stabilen, da je v nekem ravnotežju v svojem življenju? Ta vprašanje kar v trditve spremenite, jih bom podpisal. Zato, ker je. Od družine preko teh razvojnih stopenj je nujna skupnost. In tudi pozneje vedno sem čutil, med zaupanja vredne ljudi okoli sebe. Ne? Ker tu pa tam se kaj tako ponudi takega, ko bi bolj na čustveni bazi, pa to so skušnjavce, ki so bile še kar precej močne, ampak hvala Bogu niso preveč udarle. Ne? Ampak biti skupaj s takimi, ko enako mislite, ali gre to za župnijo, ali pa še bolj za duhovniško skupnost, ne? Za župnijsko z lajki, ne? Tudi imaš en krog moraš imeti.
Se niso zaradi tega oni boljši, če so župnikom dobri. Ampak nekdo ti mora stati ob strani in jaz moram nekomu pomagati, če hoče naprej. Ne? Tako sem čutil to. Ja, zdaj, kak še večjega odgovora skoraj ne morem dati. No. Tudi botrovalo je to, da sem pastoralno zvezo škofov brez, samo trenutno se malo strašil, potem sem pa pokimal. Ker je on rekel, boš videl, da bo šlo, sem rekel, zaupam. Ker takrat, vse kar je Božje, je vedno na udaru. Takrat je bila fama, kako tam vse preobračajo. Kako tam se vse, tam hočejo faro uničiti. Vse, kar je prej bilo, zdaj nič ni vredno, pa tako naprej. Ne? Jaz sem škofu rekel, ja, bom šel. Če je tak, sem pokorščen, drugo, grem. Ampak mi je takoj že tudi kolega, duhovnik sosed, rekel, brez skrbi bodi, ne bo ti žal. Je poznal. In vam ni bilo? Jaz pa ne, niti en dan. Skupnost, vi ste dobili ta občutek in imate to izkušnjo skupnosti. Verjetno na današnji svet vse večjega individualizma gledate s kakšnim pomilovanjem, kako današnji ljudje živimo odmaknjeni drug od drugega velikokrat. Ja. Pomilovanje, ja. Čutim tragiko tega, ker ne pelje v dobro bodočnost tistih ljudi samih. Ali menite, da je to načrtno? Nekdo v ozadju morda režira takšen način tudi v času korone, torej 2-3 leta smo imeli te izkušnje, ko so nas hoteli nekako oddeliti drugega od drugega. Ne, to ne bom rekel, ker gre za medicino, ne bi posegal. Ker je nalezljivost, panika je bila, nekaj je bilo treba ukreniti. Je pa gotovo negativno, oziroma sprožilo mnoge negativnosti to, da smo bili tako izolirani. To pa ja. Samo, glej, če bi prej bili mi med sabo čisto v zdravih odnosih, bi jih tako imeli nazaj. Tako da sama korona ni vsega kriva, je pa pospešila nekaj. Tako gledam na to. Ne pa, da je tako krivo, da smo zdaj manj socialni ali manj povezani. Na koncu vsak je imel svojo ljubezen. Ali je to družinska, ali je to zaljubljenost, ali je to. Vsak je tisto pa lahko obdržal, ne? To se pravi, človeštvo živi naprej. Dobro, gospod Brložnik, vemo, da se cerkev nenehno prenavlja, zadnje sinodalno dogajanje ima izjemno dobre cilje, kako naj začnemo hoditi skupaj, delovati skupaj, od vrha cerkve do zadnjega preprostega vernika, da tako rečem. Koliko se vas dotikajo ti poskusi prenov? Kakšno prihodnost vidite za cerkev? Marsikaj težkega jo bremeni. Ja, tako ali tako. Cerkev je bila grešna in bo grešna, ker vse sprejema. Je pa tudi sveta, ne? Predvsem pa sveta, ker je Božja. Ne, predvsem pa sveta, ampak je zaznamovana s temi slabostmi. Dej, če samo mi dva hočemo presoditi, bomo gotovo te sodbe zgrešila veliko kaj. Ne moremo imeti mi dva prave presoje. Razen, ne, da zaupamo Bogu v molitvi in da prosiva za tiste. Mi dva lahko moliva za tiste in pa da gradiva odnose. Torej vam je blizu ta sinodalnost cerkve, za katero si v zadnjih letih cerkev prizadeva s tem papežem? Seveda. No, zdaj lahko rečemo to sinodalnost, lahko rečemo tudi občestvenost. Tu vidim dragocenost v tem, da se gradi na skupnostih, na malih skupnostih, kjer se tudi poznamo, kjer se tudi poznajo, ampak odprtih. Mislim, klapa se zapre, ali pa razna druščina, ki ima neke druge namene, se zapre in se izolira.
kristijani imamo pa odprtost, ker mi nismo sami svoji gospodarji v tem smislu, mi smo povabljeni, da vse ljudi vodimo k zveličanju. Ne? To se pravi, kristijan, ki bi bil zaprt samo za en mali krog, je že, ali pa samo za določen interesni krog, to je premalo. So interesni krogi morajo biti tam, kjer so potrebni, zato da gre ena stvar naprej tako, kot mora iti. Ampak, lej, mi smo božji otroci, mi pa nismo tukaj, bom rekel, čreda, ki se bori vsak za svoj prostor. Ne? To je civilno družbo lahko tako pogledamo kdaj, ne? Ko vsak se bori za svoje privilegije, za svoje, kaj bo dosegel. Ampak ravno tisto je, ako svoje življenje izgubi, tisti, ki svoje življenje izgubi, ga bo našel. Ne? To se pravi, če bomo odprti za druge, pa jih sprejemali, pa prijazno sprejemali, potem bomo sami sebe našli. Ne? Če pa bomo zaprti, pa ne. Tako da, ne vem, če je vprašanje bilo mišljeno v tem smislu, ampak tako čutim, da prav včasih bi prav rad komu rekel, da ga spoštujem in da ga imam rad, pa se zdržim, da ne bi izgledalo. Čeprav je moj nasprotnik, recimo. Ne, ja, tisti, ki zelo dobro poznajo dinamiko Cerkve Božjega ljudstva, vernosti in tako, sem že velikokrat slišal v zadnjih letih, pravijo, da Cerkev bo karizmatična v prihodnje ali pa je ne bo. To pomeni, da bodo takšne male skupnosti ljudi, ki jih vi omenjate, mala občestva preživela, tisti ljudje, torej verniki, ne tradicionalni, ampak tisti, ki imajo res osebno, živo izkušnjo živega Boga in da živijo iz vere, da bodo potem lahko priče za ta svet in kvas. Ja. Jaz bi vam tisto, ali je pa ne bo, da v stran, ker mala bo zmeraj. Ne? Mala bo zmeraj. Ja, nekaj bo zmeraj. Bog ostane in ne bo popolnoma zapustil človeštva. Kvas bo potreben, da se na novo prekvasi. Ne črnogledost v tem smislu, glej, pa je vendar Bog tisti, ki je ljubezen in ki ljubi vse, brez izjeme. Potem smo se slabo izkazali, če niso videli, da smo mi srečni. Ne? Tako, pa da, to mene tako, dobro, malo se bom na to sceno našo, ki ima politično ozadje, ne? Joj, tako strašna delitev na leve pa desne, recimo, ali pa še bolj, cerkvene pa one, ki so kontra. Proti komu pa naj jaz bom? A naj bom jaz proti tisto, čeprav ta moja soseda zbira take, ko so za te volitve imeli vse to. V redu. Jaz, ko sem šel mimo, sem jih prijazno pozdravil. Vedel sem točno, kako kuhajo. Ampak ne, prijazno pozdravil, ker so glih tak božji otroci, samo ne vejo. Ne, mislim, v tem smislu, lej, naš odnos je bistven. Nazadnje smo vsi izbranci od Boga, ne? Glej, sej, jaz sem najprej slab. Marsikaj ne naredim, tako bi levi Bog hotel, ne? Božja volja ima svoje trpljenje v meni tudi, ne? Vam je kaj žal? No, Jezusovega križa. Vam je danes kaj žal, da niste bolj na široko praznovali vaše nove maše? Za vas je bilo znano in za vašega kolega takrat, ki sta istočasno imela novo mašo, da nista želela imeti neke primicije, nekega velikega praznovanja po opravljeni novi maši. Zakaj tako? Ker je bilo pristno prijateljstvo, to, tudi bogoslovje in teologija, tam smo tudi počasi spoznavali, da ni vse v zunanji ceremoniji. Ne? Ker lej, danes imamo še mnogo koga, ki vidi cerkev samo kot ceremonialnost. Kar to blizu lahko rečemo. Ne? Ceremonialnost, ampak to ni. Ne? Ja, je potrebno Bogu na čas vse lepo narediti, ampak a je pa moje duhovništvo
bolj odvisno od tega, kaj bom gor oblekel, danes sem slučajno tudi tak, ne? Ali od tega, kaj je v mojem srcu, ali je moje duhovništvo manj duhovništvo, če grem se prijazno meniti z ateistom pa zgubljeno dušo. Dobro, vi in vaš kolega ste v tistem času pred 50 leti nekako prekinili to dolgo tradicijo primicij, ne, teh velikih praznovanj. Vendarle moramo priznati, da so te primicije, ta praznovanja, te priprave sploh na to praznovanje vključila številne ljudi, ne le tiste, ki so bili tako zelo blizu cerkvi, ampak tudi druge. Mnogi so se spoznali na primicijah, se zaljubili, se poročili. Vse to se je pri nama tudi zgodilo. Tudi pri vas? Seveda pri najni novi maši. Pač samo enkrat je bilo, ne, v isti fari 2 nedelji, eno za drugo. Samo enkrat je bilo in okrajšano je bilo. Zato, ker noč ima svojo moč tudi, ne. Okrajšano je bilo. Okrajšano. Kaj to se pomeni? pravi, kako ste praznovali? z mrakom se je zaključilo. Ampak mi smo praznovali enako veliko, ampak 2 žlahti, torej naša je še kar velika, ona je malo manjša, Slavkotova, Krofova, Slavko Krof, Slivniški. In bila smo skupaj smo planinarili, skupaj smo ministrirali, skupaj smo hodili, skupaj smo študirali, ker smo z istega kraja. Vsi smo imeli prijatelje, vse druge tudi, ampak mi dva smo bila na Prevaljah skupaj. In zdaj eno novo mašo, pa drugo novo mašo. Zakaj pa? Pa smo škofa vprašala Grmiča, Držečnika, če bi naj jo posvetil domači cerkvi, ki je dovolj velika. Pa bi potem bila to obenem nova maša. Ja, lepa misel, bom pa poslal pomožnega škofa. In se je to zgodilo. In je prišel škof Grmič? Grmič naj jo je posvetil in potem je bil še z nami 2 uri, 3 ure. Klepetali smo, koroški fajmoštri iz Podivne so skoraj vsi prišli. Potem, ne, na tistem Škedno-Faruškem je bilo zelo lepo. Torej skupno kosilo? Ja, prav slavje. Pa malo druženja? Do večera? Ja, do večera. Zvečer v mraku so pa fejs pospravljali že. Nič plesa, nič čindare? Nobenega plesa, nobenih takih stvari ni bilo. Bila je pa godba tudi, zlasti pa na Prevaljah pevcev ne manjka. In se je pelo še pa še. To se pravi, zelo luštno je bilo. Kako pa vi gledate sploh na, denimo, agape, ki naj bi ga kristjani po obredu, po sveti maši, menda redno obhajali, da rečem tako, ne? Agape, da se družimo v neki bratski ljubezni, v Kristusovi ljubezni med seboj. Pa pogosto se mi zdi, da se tu pretirava z nekimi postrežbami, z nekimi pripravami, vendarle pogrešam neko skromnost pri tej postrežbi. Vendarle bi moralo biti v ospredju nekaj drugega. Ali kaj mislite vi? Ja, se strinjam s tem, kar ste tudi že malo rekli, da se vam zdi, da je pretiravanje. Namreč je tako. Rad imeti tudi vse gospodinje. Ona se izrazi tako, da ti nekaj dobrega pripravi. Gotovo. Potem se boji, da bo premalo. To je njen izraz. In da to naredi veliko. Ne, to je vse ljubezen. Nič ni obsodbe vredno. Ampak je pa res, da to potem stalno raste. Torej vas nič to ne moti, da pa nekje drugje, recimo, ljudje stradajo, da nimajo niti osnovnih stvari, mi pa v preobilju. Tisto je pa greh. Tisto me zelo moti. Ampak jaz mislil gospodinja je zaskrbljena. To je ena stvar. Gotovo, da se želi izraziti. To je pa greh. Požrešnost že tako ali tako imamo dovolj hrane, pa je preveč zapravimo, pa smo zbirčni, to je res. Tako bi rekel, Bogu hvala, ni samo moja zasluga, nisem bil zbirčen nikoli, pa
sem zadovoljen s tistim, kar pojem, kar dobim. Dobro. Kakšne so bile vaše prve pastoralne izkušnje, me zanima? Mislim, da ste že bili posvečeni v duhovnika, potem v 5. letniku, v 6. pa ste potem postali nedeljski kaplan. Nedeljski sem bil za 6. letnik, ja, štima. In to v Dravogradu. V Dravogradu, ja, tam je bil pa Cokl prošt, to besedo manj pol razložiti. Cokl prošt. Dobro. So to bile že takrat To je bil kakšne... proštija nekdanja, ne? Ampak prošt je bil en tak preprost Štefancijo Zatinček, zlata duša, duhovnik. Pač pa že precej star, pa sam je bil in je potem prosil za kaplana. Ne? Jasno, logično je bilo, tam je center. In on je bil dobričina. In tam je bilo treba malo z mladino se poštatiti, ne, pa nekaj narediti. In sem imel nedeljo eno mašo v Dravogradu, eno na Ojstrici, v soboto pa nekaj veruka, eno skupino tam malih otrok, po prvo ali celo prvo obhajenco, ne vem točno. Potem pa mladinsko skupino tudi zvečer, popoldne, tako da smo pol malo. Še včasih nedeljo popoldne ste s to mladino pohajkovali gor na Pojstrci pa tako naprej. Koliko so bile že takrat to neke tudi globoko duhovne izkušnje pri vašem pastoralnem delu ali le bolj površinske stvari? Drugo bo bolj držalo, več je bilo drugega. Namreč nismo bili uvedeni v ne vem kakšno duhovnost. Ne, mi smo masovno odraščali tam v bogoslovju. Ne rečem, da je bilo slabo, zelo dobri so bili, vse dobro, samo kaj če... Je to nevarno za bodočega duhovnika? Vem, da ste kasneje, ko ste bili 7 let ali koliko v Slovenj Gradcu, potem kaplan, ne? Ja. Da ste tudi nekako, pravite vi, izgubili brevir. Ne, to sem pa v Vozenici izgubil, ko sem postal mlad župnik, ne? Pa ko je bilo toliko dela. In ko se je začelo po tej spremembi tudi, ko je tudi občina obilno podprla, da se župnišče, cela streha in zunanjščina, vse to je podkvasto, ne, veliko naredi. Takrat je pa se zgodilo, tam piše, da se je zjutraj ob 6. so bili delavci tam. In jaz moram nekatere stvari že pripraviti. Pač moraš biti pripravljen, ne? Zvečer ob 10. so zadnji šli. In vse skozi med njimi in me je to posrkalo. Zgubil sem. Ja, dobro, maševal sem vmes, ja, to takrat ob uri, kot je bila oznanjena. Kaj malega sem tudi zmoral, čisto stika z Bogom nisem zavrgal, ampak brevir je pa takrat bil problem. Latinski, nismo se ga v redu naučili. Dobil sem si enega nemškega, ne znam toliko nemško. Še enega drugega sem potem imel, ja. Tako da sem poskušal, kako bi z drugimi jeziki šlo. Slovenski je bil pa hvalnice pa večernice, ne. Vam je to prineslo kakšen poseben problem v vašem duhovništvu, da niste redno opravljali vaše obveze, torej branja brevirja vsak dan, duhovniške molitve? Ne vem, če to ni spremenilo mojega bolj plitvega, na vzven orientiranega karakterja, ne, ki pač vse drugo zmoti, ne, vse drugo zmoti. Saj tudi takrat ne bi bilo to nujno, ampak je pa bilo res divje je pa bilo. Kako ste se pa potem ulovili spet? To je pa tista stopnička, ki je bila tako pomembna, da če bi je ne prestopil, potem danes tudi tu ne bi bil. Namreč, kaj je bilo? Na Muti se je zgodilo. 2 kilometra je peš Vozenica Muta. In jaz sem videl, da Tone vedno pride pogledat, kako mi gradimo. Vsak dan je prišel pogledat, Tone Širuga. S kaplani je bilo tam nekaj težav in tudi zato je tam, seveda je vse župnik bil kriv, tudi za alkoholizem, pa za vse, pa še pa za to, da se eden poročil, je bil vse župnik kriv, ne, vse.
narekovaj, dajmo to, vse vemo, Nekdo zakaj. mora biti kriv, ne? Pri ljudeh je bil vse župnik kriv, v govoricah, vse pametni ljudje so to vedeli. Ja. Češ, da ga ni lepo imel, kaj takega. Ampak zato tudi jaz nisem imel tako pogostega stika tja, ko je pa to delo prišlo, je pa res bilo amen, ne. Sam sem tu, ampak to ne je prišel pogledati. Prišel pogledati vedno znova, kak si kaj. Vedno me je vprašal, vedno je gradil odnos, ne. In to je bilo pomembno. Ko je prišel Berginc na Muto, Jože Berginc, je pa, tako bi sonce prižgal, no. Prej je bilo pa trdo oblačno. Torej sta vas ona dva nekako potegnila? Ja. Pač enostavno je postalo prijetno leteti na Muto karkoli, ker je bila vedno odprtost. Vedno odprtost. Prijaznost, pripravljenost, nič posebnega. In ste spet začeli moliti brevir? Ali kako? Skupaj smo ga po večerjih molili, zjutraj smo nekaj na hitro naredil sam. Takrat smo že imeli potem slovenski brevir kompleten. Ne. Dobro, gospod Brložnik, ker nama čas tako hitro beži, rad bi vas še vprašal po letu 1988, vem, da se je velika prelomnica zgodila v vašem življenju, v duhovniškem življenju, v duhovniškem služenju. Kaj ste takrat doživeli? Povem zgodbico, kak je bilo. Prosim. Zgodbica vse v družini. Zgoščeno. Bila opisana. Jaz sem se skozi pevec bil. Pač tenor, ki ga je zbor zelo potreboval. Pa kakšne solo tudi, smo Bodi zdravo domovina, še pred spremembo, pred padcem Jugoslavije, smo peli v Mariboru to pred velikim auditorijem, ne. Sem pel solo. Ampak in pevski zbor Vres, kjer sem skozi sodeloval, je šel v Rim. Binkošti so bile in v Rimu je otvoritev razstave slovenskih sakralnih slikarjev v eni mali galeriji sred mesta. Pevovodja pravi, brez tebe ne gremo, zrihtaj nekaj. Ja, kaj naj je zdaj v nekaj dneh, si jaz naj dobim ali v enem tednu, jaz ne dobim nekoga, da bo na Binkošti obhajal vse to, kar pred dveh farah, ki sta bile dveh župnijah. Ne gre. Grem to potožiti na Muto, to ne me gleda, pravi, v Rim bi šel ti. Čakaj malo. Tisti dan. Ja, takrat. Veš kaj, bomo nekaj rešili. En pogoj, da naj v Rimu počakaš. Jaz sem ti v Sloveniji, ko takoj s Pircov smo tako bila direktorjem takrat, smo tako bila že bogoslovca. In ste ga počakali? Seveda, 2 dneva sem se sprehajal po Rimu, po bazilikah sem meditiral pa tak. No in kaj ste potem, kaj se je zgodilo, ko ste se srečali? Castel Gandolfo. Tam gor pa je prišel avtobus slovenski, ki je pobral še Romune in Madžare, pa Hrvate, pa tak, ne, poln avtobus duhovnikov, naših, torej, ki smo pozneje bili veliko povezani, in gor je bilo eno tako veliko srečanje duhovnikov, svetovnih razsežnosti. Mislim, da je bila številka 700-800 tam nekje. In tam je tako, ko bi se nebesa odprla. A je to tak odnos, taki prijetni duhovniki. Večina, kako bi rekel, tudi precej starejših od mene, nekaj mlajših. Kako to? In ko smo prišli domov, sem jaz naslednji večer na Muti rekel, zakaj pa mi doma ne moremo takih odnosov imeti? Je pa to ne rekel, veš kaj, pojdi kdaj z nami, mi se zbiramo vsak teden, duhovniki skupaj, da si življenje podelimo. Pošel. Takrat bomo imeli na večjo srečanje, pojdi, da se še z drugimi srečaš. Veš, da tam sem pa srečal Andreja Glavana, ne, pa mojih sošolcev njih par, ljubljanskih, pa primorskih. In kakšno srečanje je to bilo? Srečanje gibanja fokolarov. Marijino delo. Ja. In padel sem takoj, tudi tukaj noter sem rekel, to je tisto. To je tisto, kar potrebujem. Tako družino potrebujem.
nisem postal angelček za to, nisem za to več molil, niti tudi je še kdaj odpadlo, pa isto tako so šle akcije naprej, ampak drugi duh je bil. Kak je pomembna klima, kak je pomemben duh, ne? Pri nas marsikaj zato propada, ker ni klime ta prave, ker kristjani ne damo kadila dojst. In pri Kiari Lubik se je gradila edinost, ne? Ja. To je bila karizma. Ja, čudovita stvar. Potem sem bil tudi 6 mesecev spodaj, v Ljubljani. V Italiji. To pa je čudovito. To je pa vsakdanje življenje. Duhovnika. Seveda, ampak takega preprostega duhovnika. Kaj ste spoznali tam? Kaj je najbolj vplivalo na vaše? So bile šolske stvari tudi v smislu, da čim več vidimo, video slišimo, zvemo, tako, ampak si imel pa zadolžitve, ali za pralnico, ali za kuhno, ali za kako drugo stvar, ali za karitativno dejavnost. Potem skupne maše zgoraj v Teotokos cerkvi, ki je en tak božji svod, ne, krasna, polkrožna cerkev, nova, in tam množica, tako sozvočje, taki odnosi, mislim, prisrčno. Kdorkoli je tudi na obisk prišel, je rekel, ja, tu pa je tisto, kar iščem, ne. In to je potem najbolj vplivalo na nadaljnjo vašo duhovniško pot, ali kaj? Ja, grešnik ostane grešnik, lopov ostane malo lopov zmeraj, ne. In jaz sem ostal tudi grešnik. Torej nisi angelček, ne, nisi angelček. No, v teh letih ste v cerkvi marsikaj spoznali. Velik problem, bi rekel, ne malokrat ali pa neporedko, je tudi neka velika nevoščljivost, neka ljubosumnost, neko rivalstvo, tekmovalnost v cerkvi. Tudi neki slovenski škof se je pred nekaj leti javno izrazil o tem, da si želi, da bi bilo manj nevoščljivosti v cerkvi. Kako ste vi to premagovali? Ste naleteli kaj na takšne težave? To nevoščljivost nisem jo hotel nikoli videti. Niste hoteli videti? Spregledati. Mimo iti, pa dobro narediti. Tako da, morda sem bil naivnež, ne? In tudi sem ponosen, da sem bil naivnež, zato tega nisem hotel videti. Karkoli je takega, ne, ni moje, me ne briga. Jaz ga manj rad med, tudi če ga on krona, če ga on lomi. Jaz ga manj rad med ne pomeni takoj ne vem kakšne izraze spoštovanja pa ljubezni, ampak prijazno z njim ravnati. Ne? To se mi je zdelo. Hoteli ste biti protiutež, se pravi nekemu takšnemu negativnemu delovanju in nizkim strestem. Ja, pa tudi te stresti, če jih je nekdo opazil. Ja, seveda, kdo pa od ljudi nima kiksov? In zdaj, kdo pa potem zamerljiv, hvala Bogu, tu s tem grehom zamerljivosti, sem se kdaj malo umaknil, pa ustrašil, da ne bi bilo narobe, ampak zamerljivosti pa ne. Kuhal pa nisem nikoli zamere. To imamo doma. Ata ni pustil, da kjeri muro kuha. Ne? To je vzgoja tudi nekaj naredila, pa karakter tudi. Ne? Tu moram reči, in ata in mama. Imam čudovit spomin in zgled. Pa babica, svetnica. Če še malo pridem iz cerkve, sploh bi rekel na današnje človeštvo, gospod Brložnik, neka pokvarjenost današnjega človeštva je marsikje dosegla dno. Iz zgodovine Božjega ljudstva je znano, da je prišla Božja kazen na nepokorno ljudstvo. Koliko mislite, da človeštvo danes svojimi tako težkimi grehi, oddaljenostjo od Boga, izziva Boga in roko njegove pravice, da pade na nas? Nisem se
v tej smeri spraševal in se ne želim. Zakaj? Mi moramo ljubiti Boga in ljubiti bližnjega. Tudi takrat, ko kaj ne gre. In pa graditi občestvo. Torej vas ne skrbi za prihodnost človeštva? Pa to naj Boga skrbi. To on ve. Jaz ne vem. Jaz moram biti zvest. Pa nisem 100% tudi ne. No, se nišče ni verjetno tako, na tem svetu. Mi dva moramo biti zvesta in drugi morajo biti zvesti. Tisti, ki smo občestvo. Danes manjka občestvenosti tega, da bi bil človek za drugega. Ne, smo ustanavljali zadruge, smo se šli tovarištvo. Zadruge so odigrale dragoceno vlogo, pa pomeni za drugega. Ali pa za prijatelja kot druga, če gremo na to. Za druga, ja. Ampak zdaj pa nas ena klima, medijsko zelo podprta klima, sili v individualizem. In ta individualizem je poguba. Ampak vsak sam se pogublja in zgublja v tem več imeti, več biti, pa nadkriliti, pa ne vem kaj še ne. To so stvari, ki mene se ne čutim, da bi vedel kako rešitev. Jaz moram tiste ljudi imeti rad. Tudi, če so na poti v pogubo, jaz jih moram imeti rad. In na cesti bi včasih kakemu takemu najrajši zavpil, jaz te imam rad, ampak ne morem drugega, ko pa ga prijazno pogledam in prijazno pozdravim. To pa lahko naredim, pa mi včasih kjer je belo nazaj pogleda, ne? Recimo na zgubljena duša. Ne? Ampak jaz ga moram imeti rad. Kdaj ste se vi začeli resnično zavedati te svoje neizmerne majhnosti kot človeka in človeške nesposobnosti na tem svetu, neke ničevosti? Da nimo človek brez Boga v resnici, kot Jezus pravi, ne more nič dobrega, pametnega storiti. Ne? Brez mene ne morete ničesar storiti. Vi ste nekako imeli to v ospredju pri vašem delovanju, da ste hoteli zmeraj se zavedati te svoje ničevosti na nek način. No? Čeprav smo pred Bogom, seveda, pred Bogom smo neizmerno pomembni in veliki. Sem pa ja grešnik. Torej, kupenih napak, ki se jih zavem potem, ko narobe naredim, ne? Ali pa tako, glih tako hodim k spovedi, ne? Glih tako ne obvladujem vseh čustev. To je stalna borba, ne? Se nisi svetnik s tem, da tako da skozi je borba. Nikoli nisem imel občutka, da sem pa zmagal. Ne, vem, da bo spet prišla skušnjava. Vem, da bo spet problem. Ste zato pogosto zahajali tudi v planine, da ste nekako preluftali, da tako rečem, ta svoj notranji boj? Ja, to pa je bilo povezano torej z ljubeznijo do narave, kar paše zdaj mojemu karakterju, ki je bolj ekstrovertiran, ne? Še danes. Še včeraj sem šel v hribe z elektrobiciklom, ne? Pa čeprav čakam na menjavo kolena. Ampak tako je. Torej, naravi smo zrastli, to mi je dragoceno. Užitek, hvaležen sem, da imam sposobnost gibanja, da imam te sposobnosti, ki sem jih prejel, ki si jih nisem mogel sam dati. Zato tem bolj sočustvovanje z tistimi, ki nimajo. Vse en čas smo še pri Vera in Luč nekaj več storili, zdaj sem sam že skoraj lučka v nekaterih momentih, ne? Ampak ljubezen do planin je pa bila od sprehoda z atom v roki na Uršljo goro v Maši. ali pa potem z ministrantskimi potepanji, z dijaškimi bogoslovskimi pohodi v visoke hribe. Poldi Kvasnik, kak vodnik je to bil, žal je sam v drznosti tudi končal, imam tudi med slikami, ne, tisto njegovo
njegov zadnji nasmeh, ko potem je šel pogledat, pa ni prišel nazaj. Ne? Ker je, V glavnem veliko lepih trenutkov ste doživeli v hribih. Ogromno. Gospod Brložnik, za konec še samo vprašanje, kako ste zadovoljni s svojo penzijo? Vendarle ste že nekaj let v penziji, ne? Ja. Kot duhovnik. Zdaj sem tudi duhovni pomočnik. Zaradi tega, ker je spominska funkcija malo odpovedala, me je 2-krat oplazilo, je Alzheimer na poti, ne? Že se nekako razvija, zato tudi včasih ne najdem čist pravega odgovora. Malo Ste zaskrbljeni kaj zaradi tega? Vse. Ne, to sem pa takoj rekel, da ne. Ne. To je normalna pot. Namreč medicina marsikaj lajša, sem hvaležen, da lajša. Potem imam pa sliko v svojem očetu, ki je prav v takih letih tako hudo zbolel. Mene so kar dobro ohranili. Ja, vam res želimo iz srca, da vas Bog ohranja še tako pri močeh in tako vedrega značaja, kot ste med nami. Iskreno vam čestitamo ob vaši letošnji zlati maši in se vam res iz srca zahvaljujemo za vaše tako dobrosrčno duhovniško služenje vsa leta, kot vas spoznavamo. Ne? In hvala, da ste bili naš gost. Poklone za povabilo in vse dobro naprej tudi vam. Tudi vam vse dobro, tudi vam, drage gledalke in gledalci, in še naprej ostanite v spremljanju našega programa.